Živijo, moje ime je Juno in sem sedmošolka. V stavbo za mano hodi v službo minister, ki sprejema najpomembnejše odločitve z področja našega šolanja. Ravno zato želim izvedeti več o tem, kdo je in kako razmišlja dr. Igor Papič. Pa kar gremo. Torej, najbolje vas bomo spoznali preko igre hitrih vprašanj in odgovorov in morate hitro odgovoriti, ne smete toliko razmišljati. Ste v šolo radi hodili zaradi prijateljev ali učenja? Oboje. Najljubši in najmanj ljub predmet? Telovadba, najmanj ljub glasba. Zakaj pa? Nisem nikoli rad pel. Največja šolska neumnost? Ne povem. Ja, boš, da ne slišijo vsi. Predsednik razreda ali blagajnik? Predsednik. Najljubše družabno omrežje? Mi smo generacija e-mailov. NPZ, da ali ne? Da. Zakaj pa? Zato, ker je bolj realna ocena, zato, ker del ocene potem izhaja iz enakih vprašanj za vse šolarje v državi. Kako poteka postopek, če bi hoteli uvesti kakšno spremembo? Pobude pridejo običajno strani ravnateljev, učiteljev, vključimo določene strokovnjake, ki se spoznajo na določeno področje. Jaz zbiram veliko informacij in potem na podlagi teh informacij in pa dogovora z ostalimi sprejmemo nek sklep. Ali se vam ne zdi, da v šoli preveč sedimo in se premalo gibamo? Se strinjam, da preveč sedite. Ravno smo začeli z novo pobudo, zdrav življenjski slog, se pravi, da bi se več časa posvetilo gibanju. Jaz imam zelo rada jezike, moja sošolka Zoja pa matematiko. Bi se dalo urediti šolo tako, da bi imeli več ur tistih predmetov, ki so nam bolj všeč oziroma nas bolj zanimajo? Ja, na začetku morate imeti dobro osnovo vsega, da sploh veste, kaj vam je všeč. Kaj pa vi menite o brezplačnih kosilih za vse? Podpiram. Najbrž si pa slišala, da malo težav imamo pri samih prostorih. Če želimo imeti brezplačna kosila za vse, brezplačne malice, potem rabimo večje kuhinje v osnovnih šolah, rabimo večje jedilnice in to je tisti glavni problem. Novi minister za izobraževanje ima pred sabo veliko dela in infodromovci bomo seveda budno spremljali, kakšne spremembe in novosti bo uvedel. O vsem boste obveščeni. Adijo!